Torej, danes je mednarodni dan ozaveščanja nasilja nad starejšimi. Zveza društev Kulturne društva Slovenije se temu pridružuje bolj ožje usmerjeno in sicer z osebami z okvaro sluha. Najprej vemo, da po podatkih zdravstvenih organizacij je izguba sluha najbolj pogosta spremljajoča okvara ali invalidnost pri staranju. Tako da skoraj vsak drugi sooča z izgubo sluha s staranjem. Na današnji dan smo posvetili temo kvalitetno staranje oseb z okvaro sluha. Pozdravljam med nami predsednika Zveze društev, gospoda Mladena Veršiča. Za mizo in za izjave bosta podala Anton Petrič, strokovni delavec na Zvezi društev Kulturne Slovenije, ki usmerja svoje področje dela v teh nekaj skupin oseb z okvaro sluha. Imamo med nami gluhe, imamo naglušne, osebe z polživim usadkom, osebe z gluhoslepoto, osebe z tinnitusom. Nato so osebe z okvaro sluha, ki imajo motnje v duševnem razvoju, motnje v duševnem zdravju. Imamo pa tako tudi ožjo skupino, in sicer starejši. V Sloveniji je približno 1000 gluhih in 77 000 oseb s slušnim aparatom. Več o statistiki in bolj ožje pa Anton Petrič. Pozdravljam tudi gospod dr. Andrejo Poljanec, Fakultete za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda. Ne bom rekel, da je prva, je pa zagotovo prva in edina ta trenutek, ki je začutila, bo sama povedala gospa, neko povezano za to skupnostjo z oseb z okvaro sluha, namreč motnje v duševnem razvoju, motnje v duševnem zdravju so zelo pogoste z osebami z okvaro sluha. Težko je dobiti strokovnjake, težko je dobiti ljudi, ki bi delali na tem področju. Dr. Poljanec nekako je začutila to področje za svoje in smo zelo hvaležni, da nekako skupaj z nami strokovno orje ledino duševnega zdravja. Namreč okvara sluha močno vpliva tudi na duševno zdravje posameznika. Tako da jaz bi mogoče predlagal Antona Petriča, da začne nekaj minut, nato dr. Poljanec in potem smo na voljo za vprašanje in za izjave. Prosim. Za medije, torej gospod Petrič je gluh, tolmačica Mojca Korenjak bo tolmačila, zdaj za mikrofone bo ona imela njegov glas. Predstavimo. Lepo pozdravljeni. Sem Anton Petrič, strokovni delavec Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Na današnji konferenci bi radi predstavili problematiko starostnikov z okvaro sluha v Sloveniji. Kot je omenil že kolega Juhart, število uporabnikov slušnih aparatov v Sloveniji je veliko, rad bi dodal nekaj številk, tudi število starostnikov v Sloveniji. Če vzamemo generalne podatke, splošne podatke oseb z okvaro sluha v Sloveniji na splošno, v Sloveniji imamo približno 200 000 oseb z okvaro sluha, od teh je približno 70 000 ljudi, ki nosijo slušni aparat. Vsako leto dajo približno 18 000 novih slušnih aparatov ljudem. Oziroma približno 470 oseb ima polžev usadek. Na leto se odkrije 15 oziroma se rodi okrog 15 otrok z okvaro sluha.
Imamo pa tudi širšo sliko uporabnikov, predvsem znakovnega jezika, torej popolnoma gluhih. Ta številka je približno 1500 gluhih, ki uporabljajo znakovni jezik. Če pogledamo procentualno, delež oseb z okvaro sluha v starosti nad 60 let, teh oseb je 46%. To je zelo veliko. In pomembno je, da se posveča večja skrb tem osebam, torej starostnikom z okvaro sluha. Zakaj je to pomembno? Se opravičujem, ne 64, ne 46%. Torej, v svetu se veliko govori o bolezni imenovani postopna izguba sluha. Imenovana je v strokovnem izrazu presbiakusis. Ta bolezen je pri nas premalo obravnavana, premalo znana. Ne vem, zakaj medicina te bolezni ne obravnava resno. Zakaj je to pomembno za nas? Ta postopna izguba sluha se običajno pojavi v starosti in skoraj pri polovici ljudi, ki so v starosti 75 let in več, prihaja do postopne izgube sluha. Ta izguba sluha je lahko blaga, zmerna ali pa huda. Presbiakusis včasih vodi v trajno izgubo sluha, gluhoto. Prav ta izguba sluha pa povzroči potem posledično tudi druge bolezni. Pri nas je problem, ko ta oseba ta starostnik ugotovi, da izgublja sluh, da se mu sluh slabša, takrat je žal že prepozno. Zato je ta bolezen presbiakusis nevarna za starostnike, ker je prikrita bolezen, ko pa se ugotovi, je običajno že prepozno. In izguba sluha vpliva na kakovost življenja. Poleg ekonomskih izgub je tudi neozdravljiva izguba sluha, ki vpliva na kakovostno življenje oseb. V raziskavah so ugotovili, da pri posameznikih, ki ne zdravijo izguba sluha, se zelo pogosto razvija depresija, tesnoba, občutek, da ne spadajo več v družbo, da se ne more več vključiti v družbo in te ljudje se potem tudi začnejo izogibati družbe, se izolirajo. In ta izolacija, ki je zelo pogosti spremljevalec izgube sluha, potem škoduje tistim osebam in osebe, ki so socialno izolirane, manj telovadijo, so manj fizično aktivne, več tudi pijejo, posegajo po alkoholu, kadijo, imajo nezdravo prehrano in potem vse to posledično vodi tudi v slabo telesno zdravje. To potem vpliva tudi na diabetes, visok krvni tlak in bolezni srca. Tudi socialna izolacija zaradi izgube sluha je povezana z višjimi stopnjami kognitivnega izpada pri starejših. Torej, izguba sluha vpliva v bistvu na vse vidike življenja teh oseb, ljudi, glede fizičnega počutja, psihičnega zdravja, družinskih odnosov. Kaj pa je bistvo te zgodbe? Bistvo je, da je med nami veliko starostnikov z okvaro sluha, ki so deležni pomanjkljive skrbi. Imamo starostnike doma ali pa v domovih za starostnike, ki niso deležni korektne skrbi, tako na področju zdravstva, kot tudi sociale. Ti starostniki, ki izgubijo sluh, izgubijo tudi normalno komunikacijo z okolico.
okolica, ko opazi, da z njimi ne more več komunicirati, se počasi umika od teh oseb z okvaro sluha. To pa potem vodi v duševno hiranje. Vse to je zaradi nezmožnosti komuniciranja s temi osebami, zaradi nezmožnosti komuniciranja z okolico. Če se vzpostavi komunikacija teh oseb z okolico, če je onemogočena ta komunikacija z okolico, to je že začetek nekako čustvenega telesnega propada. Zveza s današnjim dogodkom želi opozoriti javnost, da se ne sme pozabiti na te osebe z okvaro sluha, ki so potrebne primerne oskrbe in skrbi. In da se tudi te osebe nazaj vključi v družbo. Kako? S prilagojeno tehniko komuniciranja, to je ali znakovnim jezikom, ali tehničnimi pripomočki, tudi indukcijsko zanko, kot je tukaj v tem prostoru. Imamo tudi medicinsko-tehnične pripomočke, kot so slušni aparati, polževi vsadki in podobno. Naš namen je, da tem starostnikom izboljšamo raven kvalitetnega življenja v teh letih. Tako, da se jim omogoči komunikacija v prilagojeni tehniki, pravilna izbira slušnih pripomočkov. Če je napačna izbira slušnega pripomočka, lahko v bistvu še poslabša sluh ali pa uniči ostanek sluha. Tako da se jim nudi potem tudi uporabno-tehnične pripomočke za komunikacijo, tudi kot so recimo računalnik, tablice, mobiteli, videokamera za komunikacijo na daljavo, prenosna indukcijska zanka, FM sistem, potem luči, budilke z vibracijo ali pa svetlobnimi signali za bujenje in podobno. Kaj je pri vsem tem pomembno? Zelo pomembno je družabništvo. Družabništvo, to zato, da se premaga socialna izolacija. In pa še psihosocialna pomoč starostnikom z okvaro sluha s prilagojeno komunikacijo. Torej, v znakovnem jeziku, s pomočjo tehničnih pripomočkov, indukcijske zanke. Zelo pomembne so tudi svetovalne storitve Svetovalnega centra Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije za starostnike in pa tudi njihove svojce. Zato, da se olajša tegobe, duševne, podobne stvari pri staranju, kako premagati te težave in svetovali bi vsem, ki se bodo obrnili na nas z vprašanji, nasveti. Vse to, kar sem omenil, vse to so ključne stvari, ključni dejavniki za kvalitetno staranje. Hvala lepa, Anton Petrič. Ravno Hvala lepa, Anton Petrič, in ravno njegove zaključne misli so iztočnica za besede dr. Andreja Poljanec, psihosocialno svetovanje, psihološke in druge ovire starajoče se družbe, ne samo gluhih, nesplošno, pa bi prosil še raz. Hvala. Še z moje strani lepo pozdravljeni. Prav hvala gospodu Antonu, ko z prve roke, tako, da ga bolj začutimo, lahko sporoča družbi, kaj v resnici potrebujejo gluhi še posebej, naglušni pa potem vedno bolj, ker tudi ne znajo niti kretanja, še včasih se na nek način še težje znajdejo, kakor prej gluhi, ki so vseeno te skupnosti živeli od rojstva. Zdaj jaz bi na nek način mogoče samo za boljše razumevanje, tudi družbe nas, ki se s tem prej v življenju nismo nikoli srečevali ali pa ne prav pogosto, ali pa vsaj ne vsakodnevno, tako kot se te, ki so ranjeni na tem področju, je to, da v življenju imamo mi 3 osnovne motivacijske potrebe.
Ena od teh je hrana, ena je v bistvu potreba po na nek način preživetju, tudi nadaljevanju vrste, in tretja, nič manj vredna in pomembna, je prav potreba po socialnih odnosih. To je zanimivo, v prejšnjem stoletju dokazal John Bowlby, to je bil začetnik teorije navezanosti, ki je zdaj že v več por v resnici razumevanja različnih odnosov, problematik, bolezni in tako, tudi mladostnikov, starostnikov in posebnih ranljivih, bi rekla, skupin, začela na srečo posegati, zato da lažje razumemo na nek način te teme, te problematike družbene. Kar pomeni, kar je že gospod Anton tako normalno zdravo prikazal, da v resnici z izgubo sluha, ne glede na to, kdaj v življenju se nam zgodi, smo močno prikrajšani za eno od temeljnih naših potreb za nekako zdravo, polno življenje. In zdaj, kar je na nek način zanimivo, pa hkrati zelo žalostno in tragično, je, da ko mi ne slišimo in se na nek način začnemo sami umikati iz družbe, ker ne moreš komunicirati, po drugi strani tudi nehote nas drugi na nek način, ne nas, jih drugi začnejo gluhe pa naglušne zavračati, ker je komunikacija zahtevna, naporna, da nekaj izveš, rabiš več energije, več pozornosti, več fokusa, več potrpežljivosti in se začne dogajati, da gluhi pa naglušni začnejo zgubljati ta socialni kontakt in občutek bližine, pripadnosti, povezanosti in tudi pomanjkanja sočutja, empatije, čustvenega stika. In tisto, kar se zgodi v telesu naglušnega ali pa gluhega v taki situaciji, je, in če je to pogosto ali pa postane vedno bolj redno, da se v možganih začne pojavljati zelo primerljiva bolečina, kakor če mi čutimo fizično bolečino. To so relativno sodobne raziskave, ta je ena izmed boljših, ki je bila narejena leta 2013, kar pomeni, če si predstavljamo, da nekdo, ki je potem na dnevnem urniku na nek način spregledan več, kakor bi bilo zdravo, biti spregledan ali pa neslišan, nerazumljen, od te bolečine vedno bolj utrujen. In to bolečino v resnici, te bolečine na nek način ne moreš sam pomirjati, jo razumevati, do neke mere že, ampak vsem ta bolečina ostaja živa in neprenehoma porablja energijo v našem telesu. In ta poraba energije postaja vedno manj funkcionalna. Tista energija, ki jo mi v telesu sprožamo, ki jo naše telo v bistvu sproža na eni čist fiziološki, hormonski in nevrološki ravni, na nek način zahteva, da se počasi spremeni v nek fokus, kako boš neke stvari rešil, kako boš spremenil in da to energijo, to nekako eno tako potrebo spreminja v nekaj pozitivnega. Tukaj pa, če se družba, strokovni delavci, osebje v domovih za ostarele in vsi deležniki, ki smo na nek način vključeni, premalo zganemo, premalo spremenimo, da bi za te ljudi lahko bolje poskrbeli, potem ta energija nakopičena se začne usmerjati v energijo proti sebi, v občutke krivde, osamljenosti, kar zelo pogosto vodi v depresijo. Tako da en vidik razumevanja pa pojasnjevanja toliko pogostih duševnih motenj pri gluhih pa naglušnih je zagotovo ta vidik, kot smo ga zdaj recimo opisali. So še drugi, ki so ravno tako zelo pomembni, naprimer tudi že sicer oslabljena komunikacija z drugimi na področju sluha, recimo izgube sluha, če si predstavljamo, zelo krni sposobnost tankočutnosti, drobnih odtenkov tega, kako bomo določeno stvar sporočili in tudi razumeli. In če smo pozorni na naš glas, koliko enih odtenkov, tonov, dolžine, višine, jakosti lahko uporabljamo,
ker je to doprinos, se mi ravno tako uporabljamo tudi mimiko, geste, tako kot uporabljajo gluhi, ampak gluhi so prikrajšani za te občutljive, torej nianse, ki naša življenja na nek način bogatijo, nas pobožajo velikrat ali pa tudi zelo jasno ustavijo. Skratka, glas pri čustvovanju ima na nek način skoraj nenadomestljivo vlogo v tem duhu vloge, kot sem jo opisala. Kar pomeni, da mora gluhi pa naglušni vse izraziti s telesom. Torej, ena komponenta je odvzeta in jaz sem močno prepričana, da to kar precej botruje temu, da je v skupnostih, kjer gluhi bivajo in v njihovih odnosih tudi več nasilja. To ni samo težava pri starostnikih, ampak samo tako za pomagati pri razumevanju, koliko gluhota krni neko pestrost odnosov, je pa se mi zdi pomembno, da se tega kot družba zavedamo. Da če imaš ti samo telo pa obraz, s katerim sporočaš, enostavno ne moreš doseči take prefinjenosti, kakor če uporabljaš še glas. Tako da torej ta bolečina in to nam je lahko v en tak opomin ali pa kazalnik, kako pomembno bi bilo, da bi, ne vem, se začela izobraževanja celotnega kadra in tudi družbe, kako sploh komunicirati z gluhimi, še toliko težji, ampak z naglušnimi, ki jih je pa ogromno, pa tudi ne znamo komunicirati. Zdaj, seveda se ne bomo vsi mogli naučiti še njihovega jezika, še angleško se komi naučimo. Tako, to je vseeno en tuj jezik, ki težko pričakujemo, da ga bomo kar vsi znali. Ampak, če pa vzamemo celoten ta numerus, ki je ogromen, velik in se tudi mnogih od nas prej ali slej na nek način dotakne. Ali zboli en od sorodnikov, ali se mu slabša sluh kakšnemu od prijateljev, starostnikov, če smo kaj prostovoljci, če kje v kakšni organizaciji kaj sodelujemo, kar pomeni, da tudi eno čisto osnovno razumevanje te komunikacije na vsakodnevni ravni vidim, da je zelo slabo na nek način, zato ker mi jaz mislim, da naravno se začnemo z nekom, ki nas ne sliši dobro, glasneje govoriti, včasih celo dreti, če bi tako rekla, ponavljati en in isti stavek, in če smo pozorni, kakšen mimični izraz delamo, kako takrat gledamo, koliko začnemo zgubljati potrpljenje, koliko začne v nas naraščati nemir, pri čemer pa se ne zavedamo, da jakost glasu v taki situaciji praviloma nič ne pomaga, če nekdo ne sliši, pač ne sliši. In večja jakost ne pomaga, raziskave ugotavljajo, da celo dodatno znervira slušni aparat naglušnega. Zato, ker ta jakost potem drugače, jaz bom zdaj rekla tako, brenči v njihovih glavah, kakor mi doživljamo, ko pojačamo pa slišimo. Zanimivo je, ampak to zdaj bolj za hec povem. Zdaj sem se spomnila, da tudi, ko delamo s starši, pa se staršem včasih ne ljubi, ne vem, če živiš v hiši, v prvo nadstropje neki otroku reči, pa slišiš, da neki, ne vem, si nagajajo ali pa česa ne delajo, pa se iz spodnjega nadstropja dereš gor. In je zanimivo, da so celo tam dokazali, da otroci teh zoprnih decibelov, ki so glasni, slabš slišijo, prav čisto fiziološko slabš slišijo, to je zdaj malo kot hec, ampak v tem duhu, da mi s to jakostjo in nesproščeno mimiko obraza naglušnega odbijamo, pa gluhega ne pa pridobimo. Tako da tisto, kar jaz vidim kot eno tako relativno preprosto smernico, so, ne vem, stalna izobraževanja v tem
usmerjanju, kako govoriti, parafrazirati, ne glasnej, gledati v oči, gledati, torej artikulirati dobro. Naprimer, mi se pogosto ne zavedamo, da so tudi oči, pa še če kombiniramo z jasno artikulacijo ustnic, pa z rokami, ena izredno dobra kombinacija razumevanja in sporazumevanja. Končno za čustva, če bi vzeli samo ven ločeno, ne pa še ostalega konteksta, so oči, tako celo rečemo malo pesniško, ampak v resnici gre za na nek način zrcalo duše. Pomeni, gre za sporočanje tega, kako se v notranjosti počutimo, najmočneje prek oči, skozi oči prav, skozi pogled, zelo močno tudi skozi celotno mimiko in seveda nazadnje tudi z držo telesa. In če bi se zavedali tega, da če jasneje artikuliramo, če parafraziramo, če gledamo, bi v resnici se, temu bi jaz skoraj rekla, tehnik lahko priučil vsak, ne glede na njegovo, ne vem, inteligentnost, čustveno zrelost, izobrazbo, smer, ki jo je študiral. Tako da se mi zdi, da z enim zavedanjem, koliko teh ljudi med nami je in če nam je mar, bi lahko z majhnim vložkom se počas družba na nek način opolnomočila v tej smeri, da bi se te ljudje med nami pač bolj počutili. Če gremo, jaz sem drugače psihologinja, pa psihoterapevtka in sem bolj z tega vidika skušala to predstaviti. In se mi zdi res tole sodelovanje, ki je bilo tako na nek način spontano. Jaz sem lansko leto vodila en študentski projekt na temo gluhih, pa smo potem ene videoposnetke snemali. Je bilo pa res z veseljem in v enem pozitivnem duhu in tudi iskreno mene kar pretrese vsakeč znova, ko preberem kakšnega od znanstvenih člankov, ker je v svetu ponekod vsem to področje že bolj razvito in dobiš ideje, kaj bi lahko in ti je hudo, da tega v Sloveniji še ni. Tako da, kaj bi novega pogruntali, kaj bi lahko kot primer kakšne dobre prakse vzeli, tako da bi se navezala za zaključek še na gospoda Antona, da v resnici poleg tega čisto osnovnega komuniciranja pa teh veščin je naprimer ena od ključnih oblik zagotovo tudi neko skupinsko druženje, kjer lahko z nekim moderatorjem, z nekim voditeljem, ki ni treba, da je niti psiholog ali pa karkoli, ampak da se lahko gluhi in naglušni, sploh v domovih za ostarele, ali pa tudi doma, no, pa da nekam hodijo, srečujejo, predebatirajo na njim primerni komunikacijski, ne vem, sposobnosti, zmožnosti, določene mogoče tudi politične stvari, družbene, hobije, a ne, zato, da se goji ta povezanost in občutek pripadnosti, ki je ključna za sploh občutek zadovoljstva in sreče v življenju v resnici. Tako da, zdaj pa kar. Hvala lepa. Malo smo potegnili, moramo zaključiti, ker že prihajajo udeleženci.